Gospod Jan, digitalni guru. Sem prevenci medija, ljudi v osnovi je prišel. Pozdravljeni. Zdaj, mogoče bi sam tako se ustavil v osnovi pri vrednotenju influencerjev. Zdaj ne govorimo o blogerjih, govorimo na splošno nekih personalitih, ne? Generalno gledano. Ne? Mi smo pač ene par baz zastavili, tako da imamo v bistvu nekih 150 influencerjev, ki živijo v različnih sferah. Ne? In v bistvu so za njih poskušali na podlagi 12 parametrov ugotoviti, kdo so. Kako so prišli do tega follower base-a, koliko objav so imeli, kakšen interaction rate med objavami, koliko je gole kože oziroma koliko so oglaševalsko primerni ali neprimerni. Veliko punc pač je relativno hitro prišlo do relativno velikih akauntov z relativno lepimi ali pa zelo lepimi oblinami, kakorkoli. Tako da jih v bistvu ocenjujemo na podlagi kar nekaj parametrov in v bistvu potem dobimo en faktor, ki ga množimo z pač neko postavko in dobimo ceno. Tako da pri nas v bistvu v naši agenciji ima vsak influencer neko od nas postavljeno ceno, ki pa je po preverjanju trga in tudi influencerjev samih približno taka, kot jo oni pričakujejo oziroma kot je trg pripravljen plačati. Trg je pripravljen plačati v bistvu pač neko zadevo. Tako da to je to, kar se treba zavedati. Ni 40,000 followerjev na Instagramu ene osebe A, ne, ki je mogoče javno prepoznavna oseba, ne, in ni živeča samo na Instagramu, ne, torej pomeni, da gre za nekega celebrity, da bomo rekli počkajte na čas, naprimer, ne. In isti sledilci neke punce, ki se ukvarja s fitnessom in je vsaka tretja fotografija sicer lepa zadnica, kar je meni čisto ok, ampak oglaševalca pa najbrž ne. In je cena, recimo Katarine Čas, ene objave na Instagramu 370 €, te gospodične pa 40 €. Tako da niso vsi influencerji, ne moš na podlagi follower base-a v bistvu čisto definirati. Potem so pa tudi, mi razlikujemo celo to, da imamo kategorično ločene, da imamo razdeljenih po 7 komercialnih kategorij, plus special kategorijo, nekdo, ki se nobeno kategorijo ne uvršča. Tako da, recimo v kategoriji lepota in kozmetika oziroma everything else je zelo veliko vloger, kjer je močna konkurenca in je tudi posledično cena manjša, tako kot ponudba povpraševanja in osnovna ekonomija. Na ta način smo prišli v bistvu do relativno dobrih rezultatov. Problem je še vedno, da na drugi strani influencerji, saj jaz govorim iz svojega podjetniškega vidika, še vedno veliko stvari so pripravljeni delati tudi zastojno, kot za izdelke in včasih ta poslovno del, če zares ne drži. Računamo pa v bistvu, cena pa je v bistvu tako narejena, da v bistvu ugotavljamo, da smo zelo primerljivi z digitalom. Tako da načeloma, ko bi primeril, ko bi rekel cena za kontakt, bi ugotovil, da je treba 7-krat predvajati banner, zato da ga nekdo opas, po neki teoriji, in smo prišli na zelo primerljive vrednosti. Tako da potem tudi te digitalni specialisti v agencijah zastopajo, o čemu govorimo. Ko rečemo, da bo nekdo z nekim Instastorijem imel 20,000 prikazov, rečemo, ok, to multipliciramo krat 5, nekrat 8, in približno dobimo 250,000 prikazov in to pomeni toliko evrov. Tako da potem jim je to jasno, da bo 250 €. Tako, malo zakomplicirano se sliši, pa je čisto simpel.